Lansko leto so na številki 112 zabeležili kar 519 tisoč klicev. Intervencijska vozila so morala odhiteti na pomoč v 18 600 primerih. 75% vseh nesreč gasilskih vozil se zgodi na nujni vožnji. Gasilci, ki se trudijo čim hitreje priti na mesto požara ali nesreče, na cesti doživijo marsikaj. Klic na pomoč v ljudeh zbudi različne odzive, vedno pa je težko, ko silovito poči na cesti. Adrenalin je na polno, kontejneren zabojnik, da gori ni tako kot eno stanovanje ali pa kakšna prometna nesreča. Te so najhujše. Modra luč in sirena stresno delujeta tudi na vse ostale udeležence v prometu. Najhujše je, kadar se nekdo zmede, ko ne ve več, kaj bi sam sabo in takrat tudi ti ne veš, kaj bo on naredil. Dokler se vozniki umikajo nekako normalno, to gre. Vsako toliko pa prije kdo, ki sam sabo ne ve, kaj bi naredil. Najpomembnejše je, da se odzovete zbrano in pred intervencijskim vozilom ne zavirate brezglavo ali sunkovito menjate smeri. Dejansko postanejo ljudje panični, se potem ali čisto zablokirajo ali pa se mogoče neprimerno umikajo ali pa mogoče celo v kakšnih nevarnih odsekih tudi prehitro zavirajo in dejansko tebi kot vozniku, če ne držiš primerne varnosti razdalje, lahko to povzroča težave. V AMZS centru varne vožnje so že drugo leto zapored gasilcem ponudili trening intervencijske vožnje v tehnološko izjemno dovršenem gasilskem simulatorju podjetja Rosenbauer. Okoli 300 voznikov težkih orodnih vozil je sedlo v to 7,8 metra veliko in 6,8 tone težko napravo, ki je za simulacijo pospeškov, pojemkov in zdrsov opremljena tudi z elektropnevmatskim pogonom. Ta 700 000 evrov vredna učilnica, natančna kopija vozniške kabine tovornjaka, ki ima za seboj še nadzorno sobo za inštruktorja z vsemi podatki o vožnji in možnostjo shranjevanja vaje za videoanalizo, ponuja virtualne pogoje zahtevne intervencijske vožnje. Inštruktor lahko spreminja težišče vozila, maso, cesto odene v sneg in poledico ter s klikom ustvari prometni zamašek ali po cesti razlije olje. Z zahtevnostjo in sila realno prikazanim dogodkom preseneti tudi najboljše. To je igra koncentracije in predvidevanja. V realnem prometu to pomeni rešena življenja. Tam se srečujemo z drugimi vozniki, predvsem z njihovimi reakcijami. Zato je predvidevanje voznika intervencijskega vozila izredno pomembno. In ravno tega se lahko naučimo v simulatorju podjetja Rosenbauer. Ključne so lekcije odzivanja, ocene tveganja. Torej, na osnovi prve informacije si mi moramo zgraditi, na kaj nas čaka, na kaj smo napoteni in temu primerno seveda upoštevati, koliko bomo v vožnji tvegali. Ali je ogroženo človeško življenje, je morda ogroženo samo material, gre mogoče za požar smetnjaka ali pa kaj drugega. Torej, to so izjemno pomembni podatki in tega se ljudje premalo zavedajo. Vedno se je treba realno zamišljati, kaj me čaka in temu primerno potem prilagoditi moj način vožnje, da pridem do konca intervencije. Življenje rabi prosto pot. Tega se zavedajte. Zato je pomembno sodelovati, da na cesti nastane reševalni pas. Nevarnosti je na nujni vožnji veliko. Ko pod tovornjakom pade kolesar, ki se nenadoma pripelje iz avtobusa, nastopi tišina, tudi v virtualnem svetu. Dogaja se naslednja situacija, avtobusi parkirani in izza parkiranega avtobusa, kaj lahko pričakujemo? Kolesarja. Čista realna situacija in zadevo smo zaključili. V bistvu je pa zdaj problem nastal v tem, da tisti, ki so res pomoči potrebni, ne dobijo naše pomoči. Zgubljamo dragocene minute. Čas pa ni naš zaveznik. Gasilci, ki so opravili trening v simulatorju, izpostavljajo zavedanje tistega, kar lahko prinese nujna vožnja. Zakaj sploh hiteti, če je to tako pomembno in kdaj biti malo bolj previden in zavarovati sebe in ostale v vozilu in seveda druge udeležence. Ob naslednji intervenciji, izvozu na cesto, bo izkušnja iz simulatorja ostala v zavesti. Kako? Sigurno bom bil dosti bolj pozoren na te nepredvidljive dogodke. Ti da mogoče še neko dimenzijo razmišljanja, kaj lahko vse pride.